Štajerski obračun v Celju je bil dvakrat odpovedan zaradi neprijetnih vremenskih razmer, ob prihodu toplega vala pa v tretjem poskusu ni več bilo ovir za izvedbo tekme. Začelo se je s svečanostjo. Sebastian Gobec je v prejšnjem krogu odigral 500. tekmo v majici celjskega kluba. In ob tej priložnosti sta ga predsednica NK Celje Alenka Obrul ter direktor NK Maribor Bojan Ban v imenu obeh klubov nagradila za nadvse spoštljiv jubilej. Nadaljevanje na igrišču pa prav tako v znamenju sprejemanja čestitk za Celjane, ki so poskrbeli za nepričakovan uvod s hitrim vodstvom že v drugi minuti. Napako na mariborski polovici igrišča so učinkovito kaznovali, do udarca je najprej prišel Bajde, Handanović je v posredovanju žogo odbil, pritekel je Žurej in jo poslal v mrežo. Hladna prha je slabo vplivala na zbranost v vijoličastih vrstah, takoj še ena nevarna situacija. Ko je v kazenskem prostoru iskal pot do mreže Srdić, toda na golovi črti je Potokar izbil žogo in mu preprečil namero. Obdobje prevlade domačega moštva je prineslo še eno preizkušnjo za mariborskega vratarja, ki je ustavil poskus Žureja. Ni pa šlo preprečiti povišanja vodstva v naslednji akciji. Zajc je spretno akcijo popeljal žogo čez kazenski prostor in po preigravanju podal do Srdića, ki je z natančnim udarcem poskrbel za želen zaključek. 2:0 v 27 minuti, scenarij, ki ga nihče v mariborskem taboru ni pričakoval. Po segrevanju sem mislil, da bo danes pokal, da jih bomo razbili, ker res smo se dobro segreli, pogoji za igro so bili fenomenalni, ampak smo prišli na igrišče in pol smo res, kot se rekel, smo začeli mogoče malo bledo, oni poletni, tam so nam dali ta prvi gol in pol avtomatsko so dobili zagoni. In ko daš eni taki ekipi, ki je verjetno inferiorna od tebe, jim daš nekaj zagon, se je pol težko pobrati. Na krilih spoznanja, da jim uspeva praktično vse, so si gostitelji priigrali še eno priložnost. Srdić je všel in prišel do soočenja s Handanovićem, ki je postal zmagovalec dvoboja. Po vratarjevi obrambi se je akcija nadaljevala, Žurej pa v vratnici ni uspel potisniti žoge čez golovo črto. Nezadovoljen s prikazanim se je Darko Milanič odločil za menjavo že v 40 minuti. Z igrišča je odšel Mertel, za novo energijo je vstopil Berić in že po 2 minutah zmanjšal zaostanek. Mezga je opazil na desni strani neoviranega Cvijanovića, po njegovem udarcu je vratar Kotnik žogo kratko odbil, Berić pa je pozorno spremljal dogajanje in poskrbel za boljše izhodišče v drugem polčasu. Hitro sem dal gol, ampak škoda, da je bilo konc tega prvega polčasa tako hiter, ker smo dobili nek moment zadnjih 5 minut. Ko bi mogoče lahko več iztržili, ampak dober. Drugi polčas smo se trudili, enostavno, danes pač poraz. Toda sredin večer ni bil vijoličasto obarvan, razigrani Celjani so tudi po odmoru prvi imeli priložnost. Vidmajer je podal, Bajde se je po hitrem prodoru znašel v dvoboju 1-1 z vratarjem, vendar je Handanović bil uspešnejši. Potem se je dogajanje preselilo v nasprotni kazenski prostor. Mezga je na robu kazenskega prostora našel Berića, ki tokrat ni uspel zadeti cilja. Ob naslednji akciji in podaji Cvijanovića pa je pred Berićem centrih izbil kot. Darko Milanič je v 64 minuti že opravil vse menjave. V konico napada je poslal še Fajića. Na vse načine se je iskala pot do izenačenja. Po kombinatorni akciji na to do udarca z roba kazenskega prostora Cvijanović, toda zadev je centriha in končalo se je s kotom. V naslednjem poskusu žoga v okvir celjskega gola, toda vratar Kotnik jo je ukrotil po poskusu Berića z obrata. Ko pa je bil zadnji celjski mož že premagan, so centimetri preprečili izenačenje. Po kotu in kratki kombinaciji z Mezgo je Cvijanović podal v sredino, kjer je Berić spretno s peto preusmeril žogo, a je pot končala mimo vratnice.
Gostitelji, ki so se v drugem polčasu odločili za previdnejšo igro, so zadnjič udarili v končnici, ko je Žurej dobro nameril in zadel vratnico. Kljub pestremu dogajanju je ostalo 2-1. Načrti, da bi izkoristili popoldanski poraz Olimpije za povečanje prednosti, se še vedno zanesljivo vodilni ekipi niso izšli. Tudi zadnji poskus Cvijanovića ni bil dovolj natančen in ni več šlo izboljšati vtisa, čeprav nič ni kazalo, da se obeta takšna predstava. Ko štartaš tako slabo, se potem težko vrniti v igro. Je pa definitivno nasprotnik odigral tekmo, v kateri so bili zelo dobri, v kateri so nam pustili malo, pa vendar je jasno, da je to vse skupaj, če rečem premalo, ni dovolj, to danes ni bilo nič. Časa za dolgo razmišljanje o razlogih za poraz v Celju ne bo veliko, že v soboto je na vrsti novo gostovanje, tokrat v Kopru.